Dober dan, od srede do srede začneva kolega Markeš z obletnicami. Z mejniki. 40 let mineva od srebrne medalje Jureta Franka na Bjelašnici. Se spomnim. S prvo olimpijsko medaljo se midva danes ne bova ukvarjala, ker Ni potrebe. Mislim, pa so boljše od naju v inštituciji, v kateri delava. Se pravi, greva na drugo obletnico. En mesec traja zdravniška stavka. Jaz si tako predstavljam, ko je zakonodajalec pisal predpise o stavki, verjetno si ni domišljal, da bi se lahko zgodil, da en tako pomemben javni servis, kot je zdravstvo, zaradi stavke en mesec stoji. Je treba povedati, da gre uradno za najdaljšo stavko, zdravniško in sicer, in sploh, ne. Prav nobena stavka v Sloveniji samostojni še ni trajala toliko časa. Zdaj, prebrati je bilo, da ne vem, nekje so bili naslovi, zdravniki v Slovenjgradcu bodo šli do konca. Naj grejo do konca, ne? Ja, ampak Kaj pomeni ta do konca? Ja, ta do konca je meni povzroča nelagodje, ker toliko, kot poznam predpise, o stavki v takih kritičnih dejavnostih, kot je zdravstvo, so tam določbe, ki pravijo pač, da stavka nikakor ne sme iti na škodo pacientov, oziroma ne sme povzročiti situacij, v katerih bi se zdravstvo pacientov lahko poslabšalo. Zdaj termin gremo do konca. Zadeve postajajo pravno eksaktne, se bližajo proti, konvergirajo proti temu, da bi postale pravno eksaktne. Jaz mislim, da imajo prav tisti pravniki, ki so že pred mesecem dni opozarjali, da je ali je ta stavka zakonita ali nezakonita, legitimna, zanesljivo je. To se pravi, vsakdo ima pravico stavkati. Je pa ne samo vprašanje, ampak zdaj pa že skoraj da pravno gledano onkraj dvoma, da to ni stavka, ki bi jo država ne samo morala, ampak smela plačati. Čisto tako po zakonu. Zakaj? Zato, ker v stavkovnih določbah in pravilih oziroma v zakonodaji jasno piše, da lahko nekdo stavka, če je kršena kolektivna ali pa pogodba, ne? Se pravi, država je tista, ki bi morala kršiti kolektivno pogodbo, da bi bila stavkala upravičena in bi bila jo morala potem po zakonu država tudi plačati. V tem primeru pa ne gre za kršenje sprejete pogodbe, ampak za zahtevo po novi pogodbi. Seveda, potem pride tisti argument Fidesovega trojanskega konja, to je minister Bešič Loredana, saj ste podpisali, saj ste obljubili. Ja, to je pa tle pa tako, žal pride prav Andrijana Starina Kosen, če sem obljubila, še nisem dala. Namreč kaj to pomeni? Tega ni verificiral parlament. Tudi če bi vlada parlament tega ni verificiral, to ni šlo v zakonodajo. To je bilo preprosto na ravni se pravi, njihovega trojanskega konja. Ne glede na to, da je tam Bešič Loredan imel določena javna pooblastila, da nekaj obljublja. Čakaj, take stvari je na koncu, tega za preobrazbo sistema, to odloča parlament. In parlament je tisto telo, ki verodostojno in ultimativno izglasuje zakon, Ampak potem mora država jasno to povedati, oziroma vlada, pa verjetno se tudi malo pravičati. Ta stavka je pač v tem smislu lahko stavkajo, kolikor hočejo, gre pa itak samo za Fides. Lahko stavkajo, kolikor hočejo, ampak je pa nezaslišano, da se pogovarjajo iz pozicije desnice, iz pozicije neoliberalne desnice, se pogovarjajo praktično o legitimnosti revolucije. To, kar počnejo revolucija. Taka najbolj klasična prekucuška revolucija. V zakonih zelo jasno piše in tudi v stavkovnih pravilih, da ne sme biti ogrožena zdravje ljudi. Ta so ogrožena. Potem ne sme biti se pravi pravila na tem, kako bodo bolniki dostopali do zdravja, če tako rečem, do zdravja, da morajo biti transparentna in vnaprej dana. Potem, kako zdravniki zdaj recimo zagotavljajo zahtevo države, ki je v bistvu tudi opredeljena v stavki, da ne sme biti poškodovana pač interes bolnikov,
po recimo, tako kot pove Dušan Keper v Glasu ljudstva, do triaže, naprimer, že to. Se pravi, če bi hoteli zavračati določene storitve, bi najprej morali sprejeti bolnike, da bi naredili triažo in ugotovili, kateri so absolutno neodložljivi in urgentni, katere je možno prestaviti, ne pa pride na vrata nekdo in reče, vam bomo pa datum prestavili. Se pravi, ne opravi niti prve triaže, to je direktno ogrožanje zdravja ljudi. Okay, in je direktno v nasprotju z stavkovnimi pravili. Okay, greva recimo stopne v napotnicah, je pojasnjeno z oznako na napotnici, približno kakšna je nujnost. Imamo oznako nujno, pa imam pa oznako zelo hitro. Nujno je tako rekoč v 24 urah. Mislim, da so 3. Potem zelo hitro pa pomeni, da je treba osebo sprejeti in začeti tretma v 14 dneh. V 2 dneh. Zdaj, glede na to, da stavka traja že mesec dni, pomeni, da ljudi, ki so prišli v zdravstveno inštitucijo z napotnico zelo hitro, ne bi smeli zavrniti. Prvič, definitivno to res. Drugo, kar je, se pa treba zavedati nekaj. Država je tista, ki ima monopol nad zdravstvom, ne zdravstveni ceh. Zdravstveni ceh, zbran v zdravniški zbornici, ima pač ene sorte pogodbo oziroma džentelmenski dogovor na podlagi 200 in toliko katerega člena ustave, ki cehu omogoča, da izvaja nekatere stvari, kot so napredovanja, strokovne zadeve in tako naprej. Ceh se pa tukaj obnaša, kot da je država v državi. In glej ga zlomka, recimo, to je Polona Malovrh ta teden pisala, sem prebral, kako se zdravniki zdaj oglašajo, češ, da so se pa pacienti kar vrgli v prosti trg in grejo na Hrvaško zobe rihtati. In da je to čista krivica do teh zdravnikov tukaj. Se pravi, po eni strani zahtevajo podjetniško logiko in prosti trg, privatizacijo, po drugi strani je pa vse narobe, če ZSSS plača na podlagi veljavne zakonodaje zunanjemu storilcu več, kot bi pa njim. Kje je tukaj logika? Se pravi, ta izprevrženost v monopoliziranju neke dejavnosti na eni strani in popolno nezavedanje, da ima monopol nad zdravstvenim sistemom država in samo država in nihče drug kot država. Lahko pa pač določena pooblastila pač prenese na... Lahko jih deli pooblastila in lahko jih tudi vzame. In če oni rečejo, da bojo odvzeli soglasja k dežurstvom, v redu, imajo to pravico, ampak potem ima država tudi pravico odvzemati, prvič, ne plačati tega, kar počnejo, ker je v nasprotju z zakonodajo, in drugo, kar je odvzemati vseh sort koncesije, tudi zdravniški zbornici, če drugemu ne. Ker zdravniška zbornica, recimo Bojana Bejović, kot prva dama pač te institucije, se je proti sestri gospe Ažban zelo srborito oglasila, ko je ta povedala, kaj si misli o zdravniškem cehu. Z mogoče malo trdimi besedami, v resnici vse, kar je povedala, drži. Ampak o tem, kako zdravniki Fidesa zlorabljajo sistem, pa bi kot iz pozicije zdravniške zbornice pa vendarle morala tudi kaj povedati. Kritičnega molči kot grob. Se pravi, ta neverjetna hipokrizija, to je dejansko, še enkrat poudarjam, če država popusti pritisku Fidesa, bo ne samo to, da pokopala samo sebe, Golob je že mrtev, sem rekel zadnjič, ampak bo tudi kršila zakonodajo, ker na koncu se bodo mogli najti tudi pravobranilci, ki bodo Fides obtožili za kršenje zakonodaje in škodninsko zahtevali za škodo, ki so jo povzročili. Po 200 milijonih, ki jih je država vrgla v sistema, da nazaj dobi v bistvu takole omalovaževanje sistema, ločevanje stebrov in ne vem kaj, zahteve po ločevanju stebrov in podobne neumnosti. Se pravi, to je, zdravstvo je reguliran, državno reguliran sistem. In tega se je treba zavedati in temu se je treba podrediti. Amen. To ni neka zasebna cehovska inštitucija, ki lahko podtika pravila in spreminja pravila po mili volji. To je državno reguliran sistem. In zakaj? Ne kar tako, za zaščito javnega dobrega, za zaščito javnega zdravja in kakšna škoda se zdaj dela javnemu zdravju in ljudem, njihovemu zdravju pa vidimo pri tem poniglavem, da ne rečem kaj več, početju Fidesa, ko ljudi niti ne podredi, se pravi, ne podvrže triaži. Ko bodo ljudje umirali, se bodo pa sprenevedali delane neumne. In taka gesla, kot so
oblast, če ignorirate zdravnike, ignorirate bolnike, pa se to je NKVD-ovsko, da ne rečem, folkbundovska propaganda. Ne? To je čista, ne? Mislim, spet bodo kaj ustanovili ZŠMS, ne? Zvezo študentov mladine, ne vem kaj medicine Slovenije in tako naprej se zdaj oglašajo na to, da oni so solidarni kot odziv na to, kar je se je Stražmanova povedala. Ne? Kot kritiko njihovega egoizma. Skratka, in spet, kar je najhujše, to bi pa rad poudaril, ne? Sam imam prijatelje med zdravniki, dobre prijatelje med zdravniki, ne? In se pogovarjamo, dejansko Fides bo na koncu dosegal, da bodo ljudje ne marali, da ne rečem sovražili vse zdravnike in da bodo obogled tisti, ki si ga pa dejansko zaslužijo. Zdravniki niso slabi, niti niso slabi ljudje, po večini ne, imajo ne gre samo za čast, ki bi si jo te seveda na silo radi institucionalno pridobili, ampak imajo dejansko v svoji dejavnosti neko, kako naj rečem, neko področje, v katerem izražaš človečnost in oni jo izražajo. Ne? In dejansko Plemenitost. Kaj? Plemenitost. Plemenitost in dejansko, ne, mislim, tisto, kar je Hipokrat že zastavil. Plemenitost, a hkrati pa ne plemstvo. Tako ne. Skratka, neko odličnost se temu reče. V starem aristotelskem besednjaku bi se temu rekli odličnost, duhovna odličnost. Ne. In dejansko to so. In zdaj bodo vsi v enem paketu zaradi parih stremuhov, itak jim gre pa samo za denar, pa za nič drugega kot denar in čast in oblast. Ne. Zaradi teh bodo vsi izgubili ugled. Ne. Mislim, v javnem pogledu. Kako se pa v javnosti nazaj vzpostavlja prvič avtoriteta, ki je padla, drugo, kar je pa ugled, ne pa sam veš, to je, sociološko je to izredno dolgotrajen proces. Ne? Ja, ampak tle smo ena tak precej nemogočen klinču, klinču med vlado, Fidesom, pri načelu Fidesa, da ne popušča, pri načelu vlade, da ne popušča. Razlogi za to nepopuščanje so zelo različni. Ne? A zdaj neko politično potezo bo v to situacijo treba poseči. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz bi posegel z avtoriteto, recimo. Ne? Z avtoriteto bi posegel, zato ker recimo 10-krat se je izseljevanje obneslo, dosegli so, kar so hoteli, zato da so 11-tič lahko rekli, zdaj je pa ultimativni čas, privatizacija, poseben status, ne vem, trojne plače, konec vseh limitov, mi bomo postavili pogoje, pol leta na leto bomo prosti in tako naprej. Z avtoriteto. In preprosto povedati, to je državen sistem. Naredite si zasebenega, vsi tisti, ki boste mešali nivoje, boste odpuščeni, nimate iskati kaj v tem sistemu se pa podrejate javnemu dobremu in interesu zdrave državljanov. Mislim, jaz bi tako stvar postavil, mislim, ni treba, da na nož v najbolj neposrednem pomenu besede, ampak take so pogajalske izhodišča, od katerih pač ne bomo odstopali več kot za 10-20%, recimo. Sicer je pa tudi v zakonu opredeljeno, kaj pomeni, a ne, če se pogajalci ne morejo spraviti na nek skupni imenovalec. Ne? Potem se ustanovi arbitražna komisija. Ne? Vse je predvideno. Vse z namenom, da ne trpi zdravstveno stanje prebivalstva in pa javno zdravje. Tili rokovnjači, ne? Jim je popolnoma vse, ti bi prodrli vse. Ampak moj vtis je, ne? Veš, da tukaj zakonodaje, ne? Ki pač te situacije vendarle predvideva, ne pozna ne sindikat, ampak tudi Ministrstvo za zdravje. Ne? Jaz se vidim, da tudi ministrca ne pozna. In realen problem je v tem, ne, da pač Fides igra na ignoranco teh ljudi, ignoranco v smislu, ne samo to, da ignorirajo tisto, kar vedo, ampak da so ignoranti zato, ker ne vedo, kako se tem stvarem streže. Mislim, oni so oblast najdli na levi nogi, ker v bistvu jim je samo očitno mnogo več do lastnega ugodja, kot to, da bi se v stvar poglobili. Ne? Pa če se že niso sposobni poglobiti, se imajo tam ljudi, ki noč in dan na tem delajo, imajo bivše ministre, ki noč in dan na tem delajo, imajo eksperte. Mislim, če se jaz prav spomnim, je Barbara Rajgl pri pravni mreži že pred enim mesecem povedala, da za stavko zdravnikov, Fidesa, ni nobene pravne osnove, govorim, da bi država plačala to. Ne? In konec koncev, zelo dobro vprašanje, so plačali, a je država, če se prav spomnim, je odklonila, da bo plačala recimo uradnikom, ne, stavko.
bi bilo treba preveriti, ampak se mi zdi, da je bilo tako rečeno. Zakaj? Zaradi tega, ker ne gre za kršitev, gre za nove zahteve, ki pa ne morejo biti predmet te pogodbe. Pa kar je najhujše, uradniki imajo prav, oni so večinoma na minimalcu, oni so proti zdravnikom, dobesedno reveži. Oziroma pod minimalcem. Pod minimalcem, bi lahko z njimi simpatiziral, tako kot ne moreš simpatizirati z ljudmi, ki imajo do 27,000 evrov mesečne plače. Do 27,000 evrov je bilo v covidnem času, so bili plačani nekateri. Ne? Ja, to je 27,000 je iz evidenc, kaj je šlo iz proračuna. Mislim, ja, kaj pa še ostalo? Seveda, kaj pa še ostalo? To ne veva. To je, kot rečeno, že zadnjič sem to besedo uporabil, skrajno zavržno, kar počnejo Fides, dejansko je skrajno zavržno in hkrati manifestacija nesposobnosti vlade, ki ima sicer pravilno taktiko, da jim ne ustreže, ampak hkrati pa ne razvije odločilnega argumenta, ki je prvič ta, ne bomo vam plačali tega, kar počnete, ker to ni znotraj nobenih pravil in o tem se lahko pogovarjamo s pravniki, da bo eksaktno in da bo pravna država funkcionirala. To je prvič. In drugo, kar je, mi v nekaterih načelih ne bomo popuščali, ker če popustimo zdaj, stebrimo. Mislim, karikaturist Mladine je odlično narisal, ko so rekel, Fides zahteva, da imajo nov ločen steber. Ste ga že dobili, narisali ste si sramotilnega. In ko ljudje pluvajo vanje, rečejo, zakaj pa vi nas sovražite, mi smo vaši zdravniki. Ne, niste. O tem je problem. Steber, ki si ga bodo pridelali, bo sramotilni steber in tega ne bo mogoče zbrisati. In vlada bi zelo jasno morala povedati, najvišja vrednota je javni zdravstveni sistem, katerega monopolizira država zato, da zaščiti javno dobro, ne zato, da to vrže na trg. Potem boste pa hoteli na trgu imeti monopol nad cenami in storitvami in boste vsi užaljeni, če bodo ljudje šli zobe popravljati v Zagreb. In to je zdaj ime igre. Jaz imam monopol, ampak zdaj se mora meni plačati, ne pa da gre ta denar v Zagreb. To je zdaj ime igre pri zobozdravnikih. Se zavržno. Dobro, ampak če je pred tabo šahovska tabla, pa bi se odločil, katero potezo narediti, svetovati vladi, recimo. Mislim, jaz bi kot državljan, drugo, kar je pa čisto analitsko pogledano, vlada si bo pridobivala avtoriteto z načelnostjo in nepopustljivostjo v stvarih, v katerih se ne popušča. Se pravi, v ohranitvi javnega zdravstvenega sistema, ki bo delal kot prvo prioriteto v korist ljudi in zdravja ljudi. Drugo, zelo jasno je treba povedati, da se stavke lahko dogajajo samo po pravilih, ki so za to določene. In naj si za božjo voljo ministrica pogleda, kakšna ta pravila so. Ta pravila so, da je treba ljudi v določenem času oskrbeti, najmanj kar je izvesti triažo, zato da se ve, katere se sme odložiti, ne nujne, in nujne treba upraviti, tako kot si povedal. Če bo eden zdaj napisan, recimo hitro, nujno, ne vem karkoli, zelo hitro mora biti v 14 dneh obravnavan in če v 14 dneh ni obravnavan, nekdo krši zakon. S tem, ko v imenu stavke govorim. Nekdo krši zakon. In na to je treba zelo jasno pokazati in upozoriti, ne popuščati temu populizmu, temu vzdihovanju, izdihovanju, povzdigovanju vsem tem stvarem. Vlada ima v rokah 101 argument in naj se ga drži, naj vendar že prekliče tiste trojansko-konjske, če tako rečem, obljube, ki jih je Loredan dal. Loredan je bil trojanski konj. On ni zastopal interes javnosti. Če se ob tem opravič, je to za moje pojme stvar bontona. Lahko, mislim, stvar naj teče transparentno, lahko teče. Reče, smo se pač zmotili v nekateri premisli in popolnoma jasno, da se to je tudi povedal sodnikom. Jaz ta trenutek ne morem svoje obljube izpolniti, preprosto zato, ker mi sistem razpade. Vlada bo razpadla, država bo razpadla, iz vseh koncev bodo začele stavke prehajati. To je konec koncev nek argument, ki ga mora nekdo razumeti in reči, dajmo se vsi deležniki usesti za mizo in najdeti ekvilibrium, glede na finance, ki jih imamo na razpolago. Pri čemer ima seveda prvo nalogo poslancev znižati plače. Poslanci so si jih pa res zvišali, in to mimo vseh
bom rekel, homeostaze, družbene homeostaze, če tako rečem. Ne? In ko bodo to naredili, česar ne bodo naredili, da smo si na jasnem, tega ne bodo naredili, ampak to bi morali narediti. In v tem smislu je tudi premier Golob slabič, popoln slabič. Ne? In so tudi poslanci sebičneži. To imajo tudi in zdravniki prav, in sodniki prav. Ne? Ampak ne more si pa zdaj en ceh, ki si hkrati hoče pridobiti še neko zgodovinsko, plemiško prednost pred drugimi stanovi, ne? Kar je atavistično do skrajnosti, ne? Pa si ne more vzeti pa pravice do ločenega stebra in do popolnoma ločene obravnave imenu tega, da je postavil carino kot nekoč duhovnik med življenje in smrt. No go, revolucija, če je potrebno. Naj tisti, ki pač v tem sistemu ne zdržijo pač osnovnega principa egalitarnosti, naj gredo ven, ko pravijo, da bodo šli v Nemčijo, naj gredo tja in naj tam prodajo svoje usluge. Kolega Markeš, hvala za tokrat. Čez eno sredo se vidva. Drži.